Ko brskaš po zgodovini avtomobilizma, se ti včasih določene stvari zdijo prav neverjetne. Niti v sanjah si recimo nisem mislil, da bo danes večina prodanih avtomobilov križancev oziroma SUV-jev. Ko sem se pred 20 leti začel ukvarjati z avtomobilizmom, smo namreč vozili Golfe in Polote, no danes pa je pri Volkswagenu daleč najbolj zaželen model Tiguan, poleg modelov T-Roc, Taygo, T-Cross in Touareg. Tiguan je bil že od samega začetka nekaj posebnega. Lahko si imel bolj ljudski model, lahko pa bolj terenskega, ki je imel v bistvu drugačno odbijača in se je potem vstopni kot povečal na 28 stopinj. Seveda je imel tudi pomočnika za spust po terenu in pomočnika pri vzponu na klanec, ampak to je bilo leta 2007. 17 let pozneje je pri nas tretji Tiguan, največji doslej in tudi tehnološko najbolj dovršen, ker je izdelan na platformi MQB Evo. To pomeni, da je na voljo še več varnostnih sistemov in tudi več zabavnih sistemov, da vam ne bo med vožnjo dolg čas. Zame ena najboljših stvari so matrični LED žarometi IQ Light HD, ki so sicer na seznamu dodatne opreme, ampak so vredni vsakega toplačila, ker jaz iz avta res rad vidim dober ven. V sprednjih žarometih je 38400 majhnih LED diodic, ki učinkovito osvetljujejo cesto do 500 metrov daleč, ves čas prilagajajo svoj snop in v bistvu nikoli med vožnjo ne motijo ostalih udeležencev, tudi če imate nenehno vklopljen dolgi snop. Napredek se vidi tudi pri merilnikih, ki so seveda digitalni, no tale sredinski zaslon pa že v osnovi meri 12,9 palca, za doplačilo pa je lahko 15-palčni. Kaj takšnega smo včasih videli samo v znanstveno-fantastičnih filmih ali pa pri konceptih, no danes ima pa večji zaslon od mojega prenosnega računalnika že povsem serijski avto, kot je Tiguan. Vse skupaj deluje tekoče in pregledno, pa še funkcije ogromno. Itak sem se najprej nekaj časa moral ukvarjati z ambientalno osvetlitvijo kabine, da sem našel prave barve, ker mi isto čisto vedno nastajajo neke čudne, je pa teh osvetljenih površin zdaj ogromno in za vsako posebej lahko spreminjate nastavitve. Tudi osebno asistentko imam, Ida se ji reče in uboga glasovne ukaze, naprimer za prezračevanje, zna pa odgovarjati tudi na bolj splošna vprašanja, ker se povezuje s ChatGPT, ampak ne še v slovenščini. Zelo zanimiv je tudi tale gumb z zaslonom OLED, ker ima v bistvu dve funkciji. Če ga samo takole vrtim, z njim v bistvu nastavljam glasnost multimedijskega sistema, no če ga pa pritisnem, pa v bistvu lahko izbiram med različnimi voznimi programi. Recimo tegale za slabše podlage, kjer pridejo do izraza elektronsko prilagodljivo vzmetenje in dvoventilski blažilniki. Se kar pozna razlika med vožnjo. V načinu komfort je recimo občutno bolj avto udoben kot pa v načinu sport, ker je veliko bolj športen. Pri prenosu moči na podlago poleg štirikolesnega pogona, ja, ta je še vedno na voljo, pomaga tudi elektronska zapora diferenciala, ki po potrebi zavre posamezno kolo. Še ena zadeva je dobrodošla in jo ima Tiguan že serijsko. To je opozorilo pri izstopu iz vozila, ker ves čas spremlja svojo okolico in vas opozori, če se avto od zadaj približuje kakšna nevarnost. Recimo kolesar, najprej vas nanj opozori tale lučka v ogledalu, če vseeno uporabite kljuko za vrata, pa vas na nevarnost opozori še piskanje. Pi, 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 pi. No, zdaj ne, ker ni nikogar tam ne. Ostali sistemi so že klasični, recimo ta za ohranjanje voznega pasu, ki ga v bistvu v nobenem avtu ne maram preveč, nekateri vozniki pa ste nad njim totalno navdušeni. Potem ima še samodejno zaviranje v sili, kamere in seveda projekcijski prikazovalnik, da so vsi pomembni podatki ves čas pred očmi tamle na šipi. Parkirni asistent je tudi toliko zanimiv, ker omogoča samodejno parkiranje in odparkiranje in to na razdalji do 50 metrov, ker si pač toliko zapomni. Preko aplikacije na telefonu ga lahko odparkirate celo oddaljeno. Moram še to enkrat sprobati. Tiguan je velika uspešnica za Volkswagen, pravzaprav je eden najbolje prodajenih modelov zadnjih let, no in če želi še naprej tako uspešno voziti po cestah, potem tudi potrebuje vso to tehnologijo, ki sem jo ravnokar pokazal.